Torej, gospe in gospodje, malo je čuden, kot se temu reče, malo je čuden časa, ne? Ampak moram reči, da sem užival v zadnjih 10 minutah predavanja. Bi z veseljem bil še dlje, sploh zdaj, ko bodo vprašanja in odgovori, ampak pač taka je narava mojega dela, da moram iti naprej. Kakorkoli. Jaz bi najprej rad rekel seveda, da bi želel, da bi tule sedelo več moških. Zato, da razprava o ženskah v znanosti seveda ni razprava med ženskami, ampak da je to razprava žensk in moških. Torej, to je prvo moje sporočilo. Moje drugo sporočilo je tisto, kar vse skozi govorimo, pa tudi za moj občutek premalo naredimo, čeprav v tem mandatu vse, kar smo mi imenovali odborov, upravnih odborov ali česarkoli, je bilo vedno v smeri paritete. Torej, ne samo kvot, ampak v smeri tudi spolne paritete. Ker to je nek način, da pač kot se temu reče, afirmativno akcijo spodbudimo ženske, da seveda sodelujejo v javnem procesu in v javnem življenju. Veliko premalo je spodbujanja, veliko preveč je mizoginih argumentov, kar se tiče žensk in znanosti. Ne bom vam povedal, kje sem bil, pri kom sem bil prejšnji teden v parlamentu, ampak moram reči, da na nekem sestanku pri neki poslanski skupini, ampak vam lahko rečem, da sem šel ven. Zato, ker tako mizoginega odnosa, ko poskušaš predstaviti zakon o raziskovalni in pa razvojni dejavnosti in poskušaš reči, da je pač treba spodbujati ženske k udeležbi ne samo pri znanosti, ampak pri upravljanju z znanostjo v Republiki Sloveniji, in potem doživiš jaz mislim, da ne za to stoletje značilen, ali pa ne za to stoletje, kako bi človek rekel, ne za to stoletje pravi odgovor, potem se seveda zgroziš. In moram reči tudi, da smo z sodelavci šli ven. Zakaj to razlagam? Zato, da bi v prihodnje, ko bo ta zakon prišel na mizo, imeli mogoče malo več poguma pri njegovem sprejemanju, zato, da bi bil sprejet, zato, da bi tudi vse tisto, kar smo vgradili ven, glede žensk in delovanja žensk, ne samo Komisije za ženske v znanosti, ampak v vsakdanjem življenju in vse tisto, kar je spodbujanje, da bi seveda zaživelo v praksi. Če bo tak, pa vem, da je v veliki manjšini, če bo tak odziv, kot je bil pri eni od poslanskih skupin, vam lahko rečem, da na žalost zadeva ne bo zaživela. Ampak upam, da je dovolj pameti in predvsem dovolj zdravega razuma še ostalo v parlamentu, zato da bo ta zakon z vsem tistim spodbujanjem žensk pri znanosti seveda šel skupaj. Torej, jaz vam želim še naprej produktivno delo. Par minut bom še lahko ostal pri odgovorih in vprašanjih in seveda tudi vse dobro vnaprej. In če smem, če bom povabljen kot profesor na fakulteti, bom z veseljem še prišel na take dogodke. Hvala lepa.